Danes smo pa Šturove Mulčan, oziroma globinsk Mulčani. Sila skalce, korenine, tam je zadnji že tim 939, po 400 konov, pa je Mulčan, Orang Zvorina je. Tu traktor poje ga kanorc. Pa še odbliz pogleda, da tle stoji, kada me tok na hvaci vse skrbi. Upam, da so pa tudi takle not zapodil. Takele skale, da vidimo, kva tudi Ivov. Takle šmov je kaj zadnji, je bil tudi lela, pa so pa to posekali, pregonili. Skale so ostale, Šturov so ostali, pa taka rič. Zadnji pa Mulčar, da je to pomalče, ga pa zgon. Ene parkrat gremim, da je to na fino, ko pa trava se seje, ko pa trava pritisne. Da je vse zapšen. Sem ga dele ven zbazal, da bo še malo povedal, kako to laufa. Pa imamo kaj. Tilen živ? Živa. Tole je pa noro, tole je pa mohuj kriza, a? No, tu je, ja. Pa gre to po skalah, po Šturovah, posod? Ja, vse. Lahko gre po vrhe, lahko gre pa kaj do 40 cm globoko, odvisno tudi nastavljeno. Ja, jaz drugač Mulčarjev sem že kar dosti, ampak nisem se tako mladivo. Dajmo povej, tale rotor je gromozansk. To je približno 75 cm je fi rotorja, tam nekje gor ima 64 glavnih kladov, pa dva sta taka stranska, ki sta malo bolj močna, ki pri stran ponovadi najbolj pride, kakšna bolj trda skala ali kaj tacga. Drugač tudi ceste frezam s tem pa tako. To se pravi sploh ni važno, kva je, ti se zapodiš tudi v betonče treba. Koliko je težek tale Mulčar? Tam okoli 5 ton. 5 ton? Ja, ima Mulčar, ja. S tole luputo pa je verjetno malo zapiraš, pa prepiraš, koliko se to not mile, pa tako, s tem sem malo štela granulacijo, kakšno ven leti. Tele recimo, tule smo zdaj naknadno naredili take grable. Bi rekel, da mičkeno ustavlja material, preden ga zmele, da pride mičkeno bolj na fino ven. Reguliraš, koliko je fino. Tako. Ko imaš tale, pa kar val zgleda. Tule je pa v bistvu ta valič, ki malo razravna za mano, pa višino me pomaga držati. Če rabim recimo samo 5 cm, je tu globino, da ne gre pregloboko Mulčar, ker nima nič sank, kakor vidiš sa strani, ne. Ima v bistvu samo take šine in v bistvu v mehek material tu kar zareže noter, bi ga lahko v bistvu zabil skoraj pol metra globoko, če bilo treba, ne. Aja, pa kar šel. A tam ne manj hladilnik vole hore, kva ima tudi? Ja, tu ima pa v bistvu te bočne prenose, tale nima jermenov ali pa keten, tako kot imajo običajne mulčarje, ampak ima zobnike noter in te stranske reduktorje so prisilno hlajene. Ima v bistvu vsak svojo pumpo, pa gon vole skozi, da hladi, da lahko delaš 10 ur ali pa več. Ti koliko si pa že kaj kardanov zamenjal, kaj tole žival goniti? V enem letu približno en kardan, ga kar skur, drugač pa ima fajn tale sistem, ki ima v bistvu prilagajanje reduktorja glede na kot mulčarja, da se v bistvu kardan zmeraj vrti v te pravem kote in ne lome križev preveč. Imamo pa cel kapenih takih detajlov? Ja. A ja, to je tisti reduktor, ki spravil? Ja, to je ta reduktor, ja, klele v bistvu tule vole nazaj črpa, spodaj ima pa v bistvu drugo cev, ki jo šel pa noter v hladilnik. Ketne imaš tudi orang, da to naprej ne meče, a ne? Ja, ketne tudi kar hitro jih znuca, no. Približno pol leta mi zdržijo, pa jih je treba pa kar zamenjati, ja. Če jih pa ne bi bilo, bi pa ful frezal upol po traktorju in pride spodaj čist spejskan. Se vidim, da je tamle zga kar fletno malo zaščitil, a ne? Ja, malo smo improvizirali, ja. Fint je pa 939, če sem prav videl. Tako, ja. Kaj je to, 400 konov? 400 konov, ja. Gume zdržajo, že kakšno prebu na teh skalah? Zdaj zaenkrat so te še te prve gor, bo pa treba počasi misliti na druge. Sploh una je precej zrezana, ker dosti plezam po kakšnih skalah, pa kar prereže profil pa to. Pa teža je, ne, velika in pol jih kar pojej. Samo morebiti, da sem te poslušal, mislim, da sem traktor poslušal, je tudi kar fajn žvižgal. Ja, noben koniček ne pohaja, klele, morajo kar fino vse odmigati.
Evo, kva je to haube, ejga. Ti, kako pa imaš to s komandama, imaš na joysticku od traktorja? Ja, tu imam v bistvu na tem vse te glavne komande, se pravi prečka, nagib, pa v bistvu zadnja rampa. Na te komande imam pa valič potlej zadaj, da mi štela na višino. To se pravi, to moraš tudi poj skozi meh ne drkati, tole sem pa kaj. Ja, skozi, pa višino v bistvu skozi se prilagaja se s temle gumbama, ne. Čaka, pa to, mislim, višino, a to ne daš kar na tva poplavijočga, ne? To pa se ne vzlizva. Tu ga moraš skozi v bistvu držati na rokah, zato je zelo zajebano tako delo, ne. Moraš kar imeti občutek v rokah. Moraš feeling dobiti. Rabaš kar ene par ur, mislim, par 100 ur najbolj. Ja, kar dolgo že to delam, 13 let. A je že 13 let? Ja. To se pravi, če v kakšen rabo takle mulčane, da zgonijo tale havje pa to, pa šturove, ti to zrihtaš? Jaz to zrihtam, ja. No je, bomo tilne tudi številko odprt lepo, če bomo kakšen takle del, gavka zavrtete. Drugač pa hodiš pa po cel Sloveniji? Ja, večinoma se držim Notranjska pa Primorska. Če se zmenimo malo več, pridem pa tudi na Gorenjsko, na Štajerskem sem tudi že bil, tako da po celi Sloveniji. No. Svetski človek. Svetski človek, ja. Ti kvačev dal ti meni, da to malo zaproba, da vidimo, kako bo to. Zdaj jaz imam tlele, vidiš, sem nastavljeno približno kje je 0, ne? Da boš malo občutkamo, tako nekako ga pel pri teme, ne? Ja, imaš ti spet med pole, ja? Tako približno delam polje se. Z minimumom zalaufaš mulčer pol, tam pritisneš tipko. Žimaš ti? Vidiš malo presen, pa tega malce napuraš. Tako manj, čakaj nekaj struje. Zdaj pa tega delaš dol, nekako noč. Tako da greš na prvi na rikverc, pa ne naprej, da spinišigaš. Tako, najprej na grobu na rikverc, malo zaradi gum, malo pa zaradi tega, da že na grobu premele, pa naprej pa na fino delajo. A se tako lahko kdaj tudi zabije, a pa da kaj počaka? Ja, sem tudi ustavil, kaj še kuš železa, kaj še njašek pobere, kaj sorte, prišla zajla, trate. Bomo da je to štafej suhe fan travank, nič več grmovja, pa tega šmovja. Tako da še ti ne moram vprašati, kaj je naredil. Ga tole zdaj vse skupaj prehonil, kaj boš zdaj naredil? Ja, zdaj pa sem še česalam čez, pa vsjat travo, pa je to tu. Pa prav malo za pokusati. Zrihtaš od prvega do zadnjega. Tako, iz gozda v nivo. Evo, hvala ti. Smenno. Se vidimo še kaj. Živ. Ajde, živ.